Kakšna je pametna hiša? Takšna kot običajne, ampak samo na pogled. V pametni hiši na primer lahko temperaturo vode v bazenu nastavite kar na poti domov. Vzamete telefon v roke in je zadeva urejena. Kakšno pa je resnično vsakdanje življenje v pametni hiši? To nam bodo razkrili Jaka, Nina, Emil, Bojana, pa še jezni Vili bo mogoče kakšno zalajal. Gospod Emil, kaj pametnega vam ponuja vaša pametna hiša? Pametna hiša je v bistvu izraz za moderne hiše, ki niso tako zelo pametne, kot ljudje mislimo, so pa zelo ubogljive. Mi jo predvsem uporabljamo tako, da imamo določene stvari, narejene scenarije, ki ubogajo naše ukaze. Primer. Gremo spat, je en gumbek, s katerim spustimo vse rolete, ugasnemo vse luči, ali se pripeljem domov z enim gumbkom, lahko omogočim, da se mi razsvetli okolica hiše, dvignejo garažna vrata, razsvetli garaža. Skratka, pametna hiša nam omogoča na nek način daljinsko kontrolo. Se pravi, z telefonom, z tablico, z gumbi na steni lahko kontroliramo vse funkcije hiše. Smo si pa zamislili tako, da smo mi tisti, ki odločamo, kaj se bo zgodilo, tako da hiša sama nima prav veliko pameti, da bi se določene stvari same dogajale. No, razen, kadar nas ni doma, seveda. Aha, takrat se pa dela, da je pametna, da je takrat se pa dela, da smo doma. Aha, dobro, pametno. Moje osebno mnenje, da najboljša stvar, ki smo jo pri tem naredili, je, da smo si priznali, da nimamo pojma o gradnji. Ker če to sam sebi priznaš, da nimaš pojma, potem se začneš učiti od niča. In ko sva midva z ženo avgusta leta 2011 obiskala 20 prijateljev, ki so gradili hiše v zadnjem desetletju in vsakega sva vprašala dve vprašanji. Kaj je dobrega, s čem si zadovoljen in pa seveda, kaj te moti, kaj ne bi ponovil. Tako sva dobila od 20 ljudi veliko dobrih idej, pa seveda opozorila, kje lahko narediš napako. In tako smo se potem lotili načrtovanja. Poleg tega smo se dobili še z vsemi mojstri, ki so kasneje kot izvajalci sodelovali, se pravi vodovodar, štromar in tako naprej, da so še oni povedali, kaj so stvari, ki jih je treba paziti pri načrtu, in potem smo se zelo temeljito in celovito lotili načrtovanja skupaj z arhitektko. Mi smo izrazili svoje želje, tehnične zahteve, arhitektka pa seveda je poskrbela, da je to lepo, funkcionalno in tako. Ani Vrhovec so natančno opisali svoje tehnične zahteve, ona pa jim je izdelala 3D model njihovega bodočega doma. S 3D očali so si ga ogledali kar na domači televiziji. Kot vidva, hiška od zunaj je načrtovana bila kot celota. Se pravi, kompletno vrt, okolica, živa meja, bazen, terasa, nadstreški, balkoni, skratka vsi zunanji detajli. In po tem modelu se zdaj lahko lepo sprehajava. Aha, samo zunanji ali tudi notranji? Ravno v tem je prednost tega, ker je načrtovanje celovito, zato da si hišo predstavljaš prav v celoti, kako bo izgledala. Takole prideva v notranjost. Kaj pa razmerja v hiši so realna ali je približek? Razmerja so popolnoma natančno na centimeter, tukaj imam gumb M, kar pomeni merilo in lahko vsako točko dejansko tudi izmeram. Vse dimenzije lahko na centimeter natančno preverim. V modelu so lahko precej nazorno videli, kakšni bodo njihovi kamin, miza, pult, omare, parket. Imamo hišo v 3 dimenzijah, po kateri se sprehajamo in dejansko smo ob načrtovanju družina sedela na kavču, takole z očali smo izgledali malo smešno in smo dobesedno v 3 dimenzijah se sprehajali po hiški, merili sobe. Ampak tukaj vidim zdaj steklena vrata. Kje jih imate v realnosti, ne vidim? V realnosti smo jih skrili tako, da so v steni skrite in da jih skoraj ne vidite. V dnevni sobi je očem prikrito še marsikaj. Naprimer, računalniška mizica, vtičnice, LED luči na stropu, električni kabli. Ideja je bila, kabli nam niso všeč, želimo hišo brez kablov. Čeprav je pametna hiša in ima vgrajenih 6 km kablov. 6 km? Ja, ne boste v hiši videli skoraj nobenega. Smo jih vse skrili in že to v fazi načrtovanja poskrbeli, da je vse izvedeno tako, da so kabli skriti. Nadzorujejo tudi senzorje okoli hiše, kamere, temperaturo vode, ampak življenje v hiši ne obstane, če odpove računalniška tehnologija, ker je vse mogoče upravljati tudi ročno s stikali. Programiranje je sicer Emilov konjiček. Zelo domači so mu tudi standardi pasivne hiše. Ni sicer čisto pasivna hiša, ampak vseeno izolacija, okna, prezračevanje,
To je vse izvedeno po pasivnih standardih in tako smo uspeli spraviti porabo na 1,5 evra na kvadratni meter na sezono, s čimer smo več kot zadovoljni. Kompletno ogrevanje recimo je izvedeno tako, da imamo talno ogrevanje, tako da ni nobenega radiatorja. Za samo ogrevanje hiše pa kot zanimivost kljub modi današnjih toplotnih črpalk uporabljamo kar zemeljski plin, ki je bil že na parceli in smo se odločili, da to naravno danost izkoristimo. Cenovno mogoče nekoliko dražja kurjava, zato pa po drugi strani toliko nižja začetna investicija in smo s to odločitvijo zelo zadovoljni. Srce pametne hiše smo spravili v eno omaro na hodniku. Izgleda pa takole. Običajna elektroomarica, polovica je čisto običajna, tako kot v vsaki hiši, običajne varovalke. V zgornjem delu se pa nahajajo moduli pametne hiše. Kot zanimivost, vedno obstaja tudi rezervna opcija, se pravi luč lahko tudi ugasnemo ali prižgemo ročno, brez pameti, brez pametnega telefona. Seveda pa v vsaki hiši potrebujemo tudi komunikacije, zato smo si komunikacijsko omarico tudi uredili takole, da je lahko dostopna iz glavnega hodnika. Hkrati pa seveda je zadeva narejena tako, da ko je zaprto, da ne moti prebivalcev hiše. Emil in Bojana sta svojo pametno hišo načrtovala tako, da je vse prilagojeno potrebam družine. Tudi kuhinja. V njej imajo 3 pečice, klasično parno in mikrovalovno, pa tudi elemente, ki niso čisto običajni. V tej omari se skrivajo kuhinjske igrače. Kuhinjske, tako. In pravzaprav smisel te omare je, da vsi te aparati, ki so zdaj tukaj, niso v kuhinji. In se nam je zdelo to zelo praktično, ker tudi če dobiš kakšne obiske, lepo enostavno omaro zapreš, pa uporabi. Hočete reči, ko uporabljate kar v omari, ne dajete aparatov ven in je vse pospravljeno. Tako. Olajšali so si tudi vzdrževanje hiše. Tale sesalec je v kuhinji. Tale kjer? Ga bom tukaj pokazala. Enostavno potegnemo ven in tisto, kar je za posesati, drobtine, ki jih je vse polno v kuhinji, se enostavno posesa. Kam pa gre to potem? To je centralni sesalni sistem, ki nam pravzaprav omogoča, da pač posesamo in gre to v zbiralni, tak veliko večjo posodo, ki je v garaži. Aha, se pravi, imate potem to vse nekako napeljan. Potem je verjetno tudi sicer po stanovanju imate take vtičnice ali kako? Tako je. Več vtičnic je, kjer je možno zbirati glede na lokacijo. In potem samo skačo se sprehajate in sesate po celem stanovanju. Tako. Ni pa treba po hiši zbirati umazanega perila, ker po jašku kar samo pade v utility. No, tole je naša spalnica. Spalnico smo si zamislili tako, da je v tem prostoru en sam objekt. In to je ogromna vodna postelja. Posebnost te postelje je pa to, da smo jo naredili tako, da izgleda, kot da lebdi v zraku. Se pravi, ta podstavek, ki mora držati težo postelje, smo tako skrili in ga oblekli v ogledala, da ga na prvi pogled ne vidimo in da izgleda, kot da postelja lebdi v zraku. Še posebej to zvečer pride do izraza, ko so prižgane luči in spodaj pod posteljo so seveda LED trakovi, ki osvetljujejo tja in dejansko izgleda, kot da neka vesoljska ladja visi v zraku. Drugače pa mi v tej postelji zelo uživava. Meni je pa posebej všeč to, da v sobi nimava elektronskih priključkov. To je res fajn. V sosednjem prostoru pa lahko predstavimo garderobni prostor, ki je zelo odprt, diha, tako da lahko vidimo vse obleke in je, bom rekla, zelo praktično. Zdaj na nekem delu lahko vidite, da je omara zaprta. Pred parimi meseci je bilo to vse odprto, zdaj sem se pa jaz nekako odločila, da en del omare zaprem, zato ker se je začel nabirati prah. In se mi zdi, da je zelo dobro, da smo to rešitev uporabili in zaprli omare. Ena od posebnosti te spalnice je ogromna vodna postelja Lectus,
izdelana v Sloveniji. Posebno je pa zato, ker je tole hibridna vodna postelja. Na običajno vodno posteljo je namreč dodana posebna vzmetnica, zato je to hibridna postelja, ki nam omogoča izjemen spanec. Garderobni prostor je povezan s kopalnico, ki si jo Bojana in Emil delita z otrokoma. Sobi Jaka in Nine sta oddaljeni samo korak ali dva. Živijo, to je moja soba, v kateri imam svojo pisalno mizo, svoj računalnik, svojo jahto in pa moj velik svet. Tukaj je moja leteča postelja in v moji sobi je vse kvadratno in v zeleno-modri barvi. Tukaj je pa še moja omara, ker pojdimo pogledati, kaj se skriva v njej. Tukaj je v bistvu tak prehod in smo tukaj že v sobi od moje sestre. To je moja soba, je cela rozaste barve. Imam svojo vodno posteljo, mojo pisalno mizo, tablo, stol, na katerem piše Nina in ko se postelja preobleče, je lahko tudi vijolične barve. Imam klavir, ki sem ga včasih igrala, zdaj ga pa ne igram več. Moja soba mi je zelo všeč. Vsem v družini pa je všeč tudi njihova klet. Tako namreč pravijo velikemu večnamenskemu prostoru na vrhu hiše. Zanj sta se Bojana in Emil odločila potem, ko sta ugotovila, da bi bila zaradi strukture tal izgradnja prave kleti odločno predraga. V tem prostoru mi fitnesiramo na tekaški stezi in na kolesu, igramo nogomet čez celo podstrešje, igramo namizni tenis, mečemo pikado, se savnamo, gledamo filme na projektorskem platnu in plešemo v malem disku na našem podstrešju.